Gospod Nadškov, zgodilo se je tako, da se bo v zgodovino mariborska nadškofija vpisala ne samo po slomšku, ampak tudi po ekonomskem minusu. Ali mislite, da se je začelo ukrepati prepozno? Po bitki bi lahko najlažje biti general, ko človek gleda nazaj, vendar pa razumljivo je, da so tukaj odločilni strokovnjaki, ki bi morali o pravem času in na pravem mestu dati tudi pravo besedo in videti nekako tudi v ospredje in pa v bodočnost. Morda je tukaj bila tudi tista pomanjkljivost, da je prišlo do tega. Kaj mislite, se bo nadškofija izvlekla? Vse to je treba upoštevati in v okviru vseh teh stvari poiskati tisto najboljšo možnost, ki jo pač vidi strokovnjak, in to naročili smo strokovnjake evropskega formata, ne naše strokovnjake. In bomo videli to. To je zdaj v teku je to pravzaprav. Če potegnete črto pod mariborsko škofovanje in nadškofovanje. Če pogledam nazaj, moram biti zadovoljen, kar se tiče pastoralnih stvari ali pa recimo pedagoških stvari ali študijskih stvari glede na teološki fakulteti. Vesel sem tudi delovanja raznih župnijskih občestev po terenu, tako da teren živi. Seveda, razumljivo pa je, da so nastale tu in tam kakšni spodrsljaji, bodisi tudi strani škofa ali pa duhovnikov, ampak to je samo po sebi razumljivo, ker to je nekaj človeškega. Pričakovalo se je seveda, da se bo slej ko prej zgodil ta premik iz nadškofa pomočnika v novega nadškofa drugega mariborskega metropolita. Govorili ste o finančni in o moralni sanaciji, ki je nekako torej pred vami, pred mariborsko cerkvijo. Verjamete, da boste obe uspeli, katera ima več možnosti? Verjamem in upam, da boste obe uspeli. Gotovo ne, vsaj finančna gotovo ne bo uspela v 100-odstotnem smislu, ker je pravzaprav to, kar je prej bilo 100-odstotno, pravzaprav ni bila resnica, je pač bilo napihnjeno, kakor marsikaj drugega v svetovni ekonomiji. Še vedno pravim in z zaupanjem delam za to, da bi se na tej plati rešitev pokazala čim manj boleča. Boleča pa je že in bo. Na moralni plati pa se mi zdi, da imamo več možnosti. Seveda je odvisna od svobode posameznika. Vendar, če gledamo zgodovinsko, je cerkev preživljala gotovo hujše situacije, kakor danes. Torej, ta italijanski naslov, da je to kataklizma ne vem kakih bibličnih razsežnosti, je seveda zelo novinarski, pretirano novinarski bi človek rekel, ja. Tako da se mi zdi, da je cerkev že preživela mnogo takih stisk, zato sem prepričan, da bo tudi to. Glejte, iz vsake tudi moralne krize je cerkev na koncu prešla prenovljena. Seveda to lahko pomeni, da kdo tudi ni prišel skozi, da je kdo tudi odpadel. Torej, tu je moje upanje, da bo tudi iz tega lahko mariborska krajevna cerkev, tega moralne prizadetosti, lahko vendarle ustala tudi v nekaj pozitivnega. Če smo čisto iskreni, je mariborska krajevna cerkev bila ves čas revna, tudi v tem času, ko se je govorilo o bogastvu. Zakaj? Zato, ker to bogastvo je bilo samo na papirju.